Ok, danes nima neki full vloga, zato v bistvu bi rada govorila o eni čist drugi stvari. Danes sem bila na terapiji v Velenju, ker v bistvu zdaj sem hodila enkrat na teden na terapije, zdaj pa v bistvu sem počasi, gremo že na manj. Zdaj hodim na vsake 14 dni in sem hodila mečkrat o tem govoriti tako o terapijah, zakaj, kako v bistvu pomaga, zakaj je dober, pa v bistvu tako malo bolj o mental health, ker se mi zdi, da ful dolgo govorim, da bi rada mečkrat več posvetila energije temu. Pol dejansko nikoli ne, ker me je vedno strah. Zdaj pa se mi zdi, da je čas, da se mečkrat pogumim, pa malo bolj govorim o tem. Nikoli nisem skrivala, da hodim na terapije, po mojem sem že tako ful zgodaj povedala, da sem začela hoditi. 4 leta nazaj, se mi zdi, sem tudi že hodila in mi je že takrat ogromno pomagalo. Sicer v bistvu takrat sem pol nehala zaradi tega, ker je bila korona in jaz sem živela na drugem koncu države in nisem mogla priti. Pa ni mi bilo do Zoom terapij, ker ni to res ta pravi feeling, ker moraš človeka malo začutiti in se uživo pogovarjati. Glavno, zakaj sem se jaz odločila, da hodim na terapije, je v bistvu zaradi tega, ker imam ful enih stvari iz moje preteklosti, ki so me oblikovale v nekaj, kar ni glih fajn. V bistvu predvsem zaradi moje socialne anksioznosti mi je terapija dala nekaj tako moč, da vse te stvari, o katerih jaz overthinkam, da so normalne in da to ni nič takega. Sploh danes smo se recimo pogovarjali ogromno o mojem socialnem življenju, o tem, s kom se družim, s kakimi ljudmi se obkrožim. In ja, mi je zelo pomagalo. Zdaj, jaz sem imela ful srečo glede tega, kako sem terapevtko najdla, ker v bistvu hodim v Velenje na terapije k eni, ki mi jo je mami najdla. Jaz sem imela srečo, da ko sem na prvo uro prišla, smo se midve dosti začutile, se začele pogovarjati in sem se ful sprostila že ful na začetku. Je res, da ni čisto pro vseh tak, da verjetno greš čez par terapeutov pa začutiš, kjer ti bo cool. Jaz sem tukaj res imela srečo. Še slučajno razmišljate o tem, da bi začeli hoditi na terapije, se pripravljate na to, da mogoče vam ta prvi terapeut ne bo pasal, mogoče vam tudi ta drug ne bo. Malo je vseeno treba raziskati. Se pa navadi malo tega, da na prvi uri v bistvu se nekaj začutita, zatipata, a bo to šlo ali ne bo šlo. Moram pa reči, da so tak terapeuti res razumevajoči do teh stvari. Tudi po moje, če bi bila, ne vem, da bi jaz rekla, ja, ni mi cool, ponovadi razumejo, da to ni nič takega, da res moraš imeti tak odnos do svojega terapeuta. Lahko zaupaš tudi tiste svoje grde trenutke svojega življenja, tudi svoje grde stvari, ker je to v bistvu nujno, da poveš vse svoje strahove, da poveš vse svoje napake, da se začneš zavedati svojih napak in zato lahko v bistvu s tem rasteš. Priporočam v bistvu terapije res čisto vsakmu, popolnoma vsakmu človeku. Vsi imamo neke travme, čisto vsak ima nekaj v življenju, ki je pustilo neke posledice. Ni popolnega človeka, ki bi dejansko bil popolnoma popoln. Vsi imamo svoje fore in s tem, da greš na terapijo, v bistvu nič ni narobe s tabo v resnici. V bistvu je zelo prav s tabo, da greš na terapije, da poiščeš pomoč, ker bodimo iskreni, sej nobeden ne ve čisto vsega v lifeu. Fajn se kdaj pogovori z nekom, ki dejansko ve, sej se s frendi pogovarjamo. Ampak terapeut lahko te stvari pove še malo bolj dejansko iz psihološkega vidika. Zadnjič sem v bistvu slišala en tak ni bil pregovor, ampak tudi terapeuti hodijo na terapije. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi frizer se ne more sam striči. Vedno rabiš neko drugo perspektivo. Tudi terapeut mora slišati od nekoga drugega, neko drugo mnenje, da je z druge strani. Isto, ko se frizer od zadaj ne more sam postriči. Simple. To ti da nekaj vedeti, da tudi terapeuti so samo ljudje, ampak so ljudje, ki so v bistvu tam, zato da te poslušajo in zato da ti pomagajo. Kakor sem že prej rekla, jaz sem imela največ težav z socialno anksioznostjo, z razmerji, z whatever. In slišati neko drugo mnenje, nekaj, da ti nekdo da vedeti, vse te stvari so normalne. Nisi nič v slabši situaciji, še vedno, tako sem jaz imela včasih rek, pa vsega imaš še zdaj, kakor si narediš, to pa imaš. Se mi zdi, da je to en tak rek, ki ti lahko pomaga skozi veliko kjero situacijo, ker je tako zelo simpel. Iskreno je zelo simpel. Meni ga je povedal en sošolc iz srednje enkrat tak čisto, je rekel, kakor si narediš, to pa imaš. In meni je bilo to fakt, sem res. Tako ko jaz si naredim, tako bom tudi imela. Tako da če si misliš, da mogoče terapije ne rabiš in
pač zdaj se tudi s tem ni nič narobe. Terapije so tudi zdaj, pač je velik finančni zalogaj, čist štekam, da si ne moreš privoščiti. Ampak vseeno pa se mi zdi zelo prav, da ljudje skozi raziskujemo sebe kot psihološka bitja, kot pač zakaj nekateri tako razmišljamo, zakaj drugi drugače razmišljajo, zakaj jaz tako razmišljam. To je vedno dober in prav. In glede tega lahko v bistvu, če ne moreš si privoščiti terapije, ali si sposodiš v knjižnici knjige o tem, gledaš na YouTubeu videe o tem, ali na TikToku gledaš videe o tem, sam zato, da lahko vidiš neko drugo perspektivo, nekaj, kar bi mogoče mogel malo drugače pogledati v svojem življenju, v življenju drugih, v odnosih. Teda, vedno se da, nikoli ni jaz pa tega ne morem. Zdaj, če pač se odločiš, da tega ne moreš, it's on you. Sam pač bo on you, tudi ko bojo tvoji vsi odnosi še vedno isti, ko še vedno boš se počutil samega, še vedno boš struglal z mentalnimi težavami. Pač, če narediš ta prvi korak, da greš na terapijo, si v bistvu pol dela že naredil. Že to, da si priznaš, da moraš rasti kot človek, si pol dela že naredil. Zdaj mogoče malo nalagam, ampak danes sem čisto šla inspired z te terapije, da končno pač dejansko govorim o tem. Mentalno zdravje je zelo pomembno. Mislim, da je tako fizično zdravje, pa psihično zdravje je equally pomembno. Dejansko moraš biti na obeh področjih zdrav, ne samo na enem, ker šele pol si lahko dejansko srečen. Kar se pa sreče tiče, bi pa lahko enkrat naredila čist video o tem, kako imamo v bistvu zdaj toksično pozitivnost, kako morajo vsi biti skozi srečni, ker ni realno. Ne moreš biti skozi srečen. Če pričakuješ, da boš kadarkoli 24/7, 365 dni v letu srečen, pozab, ker ne boš. Vedno boš imel čustva, vedno te je težilo, vedno boš malo žalosten, malo jezen, malo razočaran. Boš tudi srečen, ampak bojo prišli tudi slabi trenutki. To je dejstvo v življenju, ki pač ga moraš sprejeti. In ne poslušati vsega tega. Ja, skač moramo biti srečni, pa se je perfekt. Sej, zelo so socialni mediji tudi krivi za to, zaradi tega, ker pač tudi mi kot influencerji preveč je hejta, da bi dejansko lahko pokazali te slabe trenutke, ker tudi verjetno tale video bom imel izklopljene komentarje, ker pač, po moje je to zaenkrat, kar sem hotela govoriti o mentalnem zdravju. Zdaj grem poiskati vprašanje, da jih preberem. Glede mače vam povem, kje se kupi dobro, ko dejansko najdem dobro. Ker zaenkrat sem dobila dobro mačo samo na Japonskem. Pri nas še nisem najdla, nekaj sem zadnjič kupila, še nisem probala, pa bom definitivno javila. Če že tu ne, pa vsaj na Instagram. Snemam tekle, tu vidiš. Telefon, pa ena lučka na USB, to je to. Zadnje je še ena una bunkica, barvna. To je to. In pa uredim premiero in that's it. Moj najljubši čips je verjetno nacho čips, tortilje, obožujem. Sploh z dejansko nacho sirom. Jaz si drugače ne perem toliko pogosto lase. A je to weird priznati? Jaz si perem lase 2-krat na teden. Zdaj uporabljam tale šampon. Prej sem uporabljala Velo, samo danes je šla cena full gor in pač tam je drugače dober. Ne umivam si jih bolj pogosto zaradi tega, ker imam podaljške, če si jih pa že umijem, pač tak, da je res kriza vmes. Ali si sam ta zgornji del, ali pa suš šampon. Pa don't hate me, da so umazani lasje, zaradi tega, ker čisto normalno, da si jih umiješ 2-krat na teden, to ne nič takega. Moja najljubša knjiga, ki jo trenutno berem, Tis the Season for Revenge na mojemu Kindlu. Zdaj v bistvu imam plan brati te malo bolj božične knjige med decembrom, ki so mi pravijo, imel tak Christmas spirit. To je to za današnje vprašanje. Hvala lepa, da ste jih postavili in hvala lepa, da poslušate o mentalnem zdravju, ko pač nimam o čem drugem govoriti. Danes sem bila pač cel dan v Velenju in nisem hotela vlogati. Ja, to je to. Lajkite, subscribite, komentirajte in vidimo se kdaj? Jutri. Čau. Lepo se imejte, ko se smete. Čau. You better watch out, you better not cry, you better not call on yours Jedi. The Empire is coming to town. We have a Death Star, we've tested it twice, tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this.